Dobrodošli nazaj v našo družbo in z menoj je že naša prva gostja. Tema pa bo po 50. se življenje šele začne. Točno. V moji družbi Tanja Berger. Kje naj sploh začnem, ne? Pisateljica, motivatorka, pripeljala je tudi tradicionalno kitajsko medicino, ste pripeljali v Slovenijo. Res je. Motivirate tudi druge ženske, starejše od 50, da se da še marsikaj ustvariti, da se da še delati. Tako da, kdo pravzaprav je Tanja Berger? Tanja Berger, dober dan in lepo pozdravljeni. Dober dan, dober dan. Vesela sem, da sem dobila to povabilo. Da se najprej predstavim, jaz sem še zmeraj ena majhna deklica, ki je prišla na ta svet, da se izobražuje, da se duhovno razvija, da da svetu nekaj, da sebi nekaj. In življenje pač je šlo naprej. Ampak ta deklica še zmeraj v meni živi. In ta deklica nikoli ne bo umrla, zato ker ta deklica ve, da to sem jaz. Jaz sem otrok, jaz sem še zmeraj ta prijeten otrok, ki življenje v bistvu, kljub temu, da so se zgodile težke stvari, še vedno življenje jemlje kot nekaj lepega. In da je dana ta možnost, da lahko živi. Vas to ženi neka tudi ta otroška radovednost potem? Tako, jaz sem še vedno igriva, jaz sem še vedno tisti otroček v meni in vsi tisti, ki me poznajo, vejo, da je to resnica. Seveda pa življenje ni bilo samo lepo, ampak je bilo tudi težko. Najtežje je bilo to, ko mi je umrl sin za rakom pred 20 leti in takrat pa se je moje življenje sesulo. In trajalo v bistvu je 10 let, da sem prišla nazaj, ker sem bila nekje med nebom in zemljo, sem tavala. Zgubila vse, zgubila sebe, ampak še vedno pa sem bila pogumna in še vedno sem vedela, da se bom iz tega da bo iz tega izšla in da bom našla pot naprej, ker to bi želel tudi moj sin. To mi je tisto, kar me je gnalo naprej, da sem potem enkrat rekla, lej Tanja, poti nazaj ni, pot je samo naprej. In ti moraš naprej. In sem začela izobraževati, začela sem ustvarjati na novo. Ni bilo lahko, ampak evo, tudi danes sem še zmeraj tukaj. Ja, vidim aktivna, ne? Tudi včasih ste bili aktivna na televiziji, ne, kot novinarka, pripravljali ste najrazličnejše oddaje, ne? Danes pa malce drugačna smer, nekaj novega, da je stalno vedro, razburljivo, odkrivate nove oceane, tako rekoč. Ja, nove oceane. Jaz sem vedno, nisem človek, ki bi bila vedno na enem mestu. Vedno raziskujem nekaj novega. Zato recimo s televizijo enostavno sem začutila, da bi delala rada te oddaje. In sem šla, potrkala na vrata Geja TV, takrat je bila Geja TV zelo na začetku poti. In sem rekla, dober dan, jaz bi pa rada delala oddaje. In so bili vsi šokirani, ne, kako ena pride in kar reče, da bi da rada delala oddaje. Ampak so me poslušali in so rekli, v redu, lahko delate oddaje, ampak vse na vas. To se pravi, vse, kar priprava, ozadje, vse to morate vi pripraviti, mi imamo samo kamere. In sem delala oddaje, ja, imela sem svoje goste, delala sem oddaje tudi o zdravju, imela sem 3 oddaje z gospodom Klaričem, to je znani slovenski novinar, ki se je potem tudi podal v te duhovne vode. So imela 3 krasne oddaje o tem, kako pomembna je tvoja notranja moč in kako jo pridobiš. Tako da, ja, to so izkušnje in jaz res ne moram biti vedno na enem mestu. Jaz rabim expense, rabim prostor. Biti v gibanju. Ja. Ne, biti v gibanju. Ne? Ja. Če se gibamo, ne, ponavadi skušamo nekam priti in kakšne cilje ste si pa začrtali zdaj za bližnjo prihodnost, pa COVID je morda vsem malce plane podrl s kakšnimi organizacijami zadeve, je to zdaj treba ponovno na noge postavljati. Kakšni so cilji za poletje, jesen 2021? Tako bom rekla, meni recimo COVID ni zmešal mojega življenja, zato ker ne verjamem v te stvari, nisem verjela nekako, moja intuicija mi je nekako rekla, Tanja, ti deli naprej, karkoli se zgodi,
se bo zgodilo, tako ali tako. In v vmesnem času moram reči, da so se mi zgodile zelo lepe stvari. Dobila sem povabilo, da sem delala 5 mesecev na radiju v Grosuplju, radio Zeleni val. In tam sem si spet nabrala, ker delala sem že enkrat prej, kot mlada punca na radiju. In sem šla, ker sem rabila neko spremembo. In zame je COVID bila čisto normalna situacija. Zjutraj delati, ostati, delati, ustvarjati, tako da tudi danes je tako. Kar je pa zdaj moja prihodnost, je pa to, da postanem ambasador zdravja, ambasador veselja, ambasador življenja. Predvsem za te ženske po 50. letu. Ker po 50. letu ženske smo nekako svojo dolžnost do družine, do otrok že nekako naredile. Otroci grejo svojo pot, moramo jim pustiti, da grejo svojo pot. In ženske takrat v bistvu nekako sebe postavimo na drugo mesto. In zdaj je čas, da sebe postavimo na prvo mesto. In zdaj je čas, da ustvarimo tiste želje, ki smo jih imeli, ki jih nismo mogli ustvariti, ko smo bile še mlajše, ker je pač družina bila na prvem mestu. In pred leti sem ustanovila skupaj z Matejo Brginc zaprto skupino, Facebook skupino Women's Flow 50+. To jaz pol ne smem noter v to zaprto skupino? Lahko. Imamo enega moškega. Ja, sam se je prijavil in smo ga z veseljem sprejeli. Tako da... To je blažen med ženami. Blažen med ženami. Tako da ta skupina še vedno obstaja, zdaj je pa seveda zaradi COVID-a je pa bila ta situacija malo zamrznjena, ampak imam ideje za naprej in to je tisto, kar je moja vizija. In pa seveda ljudi osveščati, kako pomembno je zdravje, kako pomembna je preventiva, posebno preventiva. In še vedno delam s to kitajsko korporacijo, ki sem jo tudi sama pripeljala leta 2007 v Slovenijo, uradno. In pa postala sem tudi ambasador podjetja Rud, ki ima nek produkt, ki me je potegnil, ker mene so Kitajci vedno učili, da kadarkoli hočeš svoje telo dati v neko ravnovesje, moraš najprej očistiti svoje telo. Potem regenerirati in potem je šele v bistvu rezultat. Ne? In tukaj je nek produkt, ki ravno to dela, ustvarja. In tako da delam na teh, prvo mi je zdravje. Mene je bilo vedno osebno prvo zdravje, to je največja vrednota, ki jo imamo, da smo zdravi. Da smo zdravi, ker če smo zdravi, lahko pol imamo tudi še druge cilje. Če nismo zdravi, moramo najprej za zdravje poskrbeti. Nič. Jaz pravim, vedno ljudje se premalo zavedajo, kako pomembno je to. Ker ti, ko si bolan, ležiš, recimo na onkologiji, jaz sem tudi takrat, ko je moj sin ležal, o tem veliko razmišljala, da šele takrat, kadar vidiš trpljenje nekoga drugega, potem veš, kako pomembno je zdravje. In na tem bom delala in čeprav je to trd oreh, zato ko ljudje še zmeraj razmišljajo, sej bo. Ne bo. Dokler ti ne boš nekaj naredil, zato ne bo nič. Ne? Tako da gremo v to smer in to je neko moje poslanstvo, se mi zdi, ne. Tako da to je v kratkem. Tako je, treba je biti aktiven, se gnati naprej, kajti če ne, se mi zdi, da se zasedimo, bi lahko temu tako nekako rekli, pol gre življenje mimo nas, ga samo opazujemo, nismo aktivni soudeleženci vsega tega, te čarovnije, ki rečemo lahko na nek način življenje. Res je. Vmes sem napisala tudi 2 knjige. Prva knjiga je v spomin na mojega sina, ker sem brala v eni knjigi, da v bistvu tisti, ki ostane za nekom, je lahko njegova priča za življenje. To pomeni, da daš nekomu, razumeš nekoga, ki se mu isto zgodi in mu poskušaš pomagati na ta način. In zato postaneš lahko priča za življenje. In moja knjiga govori ravno o tem. Govori nekaj o njegovi bolezni, ampak večinoma govori o moji poti
kako sem šla čez vse to, da sem prišla, da sem danes tukaj. Druga knjiga je pa otroška knjiga. Druga knjiga je pa otroška knjiga, to je pa zame. Za vnuke bolj? Ja, za vnuke, točno za vnuke, ampak zanimivo je bilo to, da sem jo napisala v gozdu, v 2 urah. Bila mi je v bistvu kanalizirana. Jaz takrat nisem razmišljala, da bi, zelo rada sem vedno pisala, ampak nisem pa razmišljala, da bi napisala takoj še eno knjigo. Ampak to je bilo tako spontano, usedla sem se blizu enega drevesa in razmišljala o življenju in kar naenkrat vedno imam pa s sabo beležko in pa svinčnik. Ker takrat, ko jaz stopam v gozd, se meni glava odpre, meni se odprejo veselje, radost in s tem, ko smo v neki taki pozitivni energiji, se odpirajo tudi druge poti. In ena izmed teh poti je bila ta knjiga in ta knjiga govori o ljubezni, da otrok spozna, kaj je to ljubezen, kako to izgleda, kako to občutiš. Ker je to kot puhek, nežen občutek v srčku, ki ga otrok začuti, ko nekomu nekaj da, ko nekomu nekaj podari, ko nekoga objame. In to je tisto, kar otroku dajemo, recimo z ljubeznijo. In ko to knjigo berem otroku, recimo 21 dni, ker vemo, da 21 dni je tisto, kar naša podzavest sprejme kot svoje, takrat ta otrok vzame to ljubezen, pride v svojo kri, v svojo podzavest in s tem gre v življenje naprej. In to nikoli iz njega ne odide. In zato je ta knjiga toliko posebna. Ni kot neka knjiga pravljica, glavna zvezda je Sraka Mica, kako sem prišla do tega imena in do te živali, se pravi, mi je bilo dano. To je gozd poslal. Tako, to mi je gozd poslal. Ampak je prijetna zgodba skozi to, kaj je sploh ljubezen. Tako da jaz tudi zelo, mislim, zame je tudi ljubezen najmočnejša energija, ki ustvarja vse lepo v življenju in tega se bom držala do svoje smrti. No, mislim, da se bi tega moral držati marsikdo, ne, v življenju, z ljubeznijo se daleč pride. Nekoga moraš imeti rad, nekaj moraš imeti rad in več v ljubezni in dobri energiji in seveda zdravju in kako lahko živimo polno življenje, tudi po 50. letu, kaj ne, Tanja, bova pa s Tanjo govorila še po oglasih, tako da mi bomo na hitro skočili v oglase, tako da vam damo čas, da se malce oddahnete, morda se pridružite tejle Facebook skupini, ne, Women's over 50, ne, 50 plus. Women's Flow plus, 50 plus. Women's Flow 50 plus. Pa tudi pogledajte naš Facebook, Ljubljana TV-ja, na Instagramu smo aktivni, saj veste, kje povsod nas najdete, se gledamo po oglasih. Dobrodošli nazaj v naši družbi in z menoj je Tanja Tanči Berger, ženska, ki je že marsikaj doživela in še marsikam bo šla, tako pravi sama, saj je zelo aktivna, tudi po 50. letu se da biti aktiven. Tanja, lepo pozdravljena ponovno v naši družbi. Hvala. Zdaj, veliko smo govorili, kako si pozitivno nastrojena, ne, kako si rada tudi očistiš misli, veliko si dala čez, ne, umrl ti je sin za rakom. In kako pa je, ko se vrnejo kakšne te občutki žalosti, bolečine, tudi jeze, kako si takrat sama sebi pomagaš? Enkrat sem na televiziji videla eno tako razlago, kako živimo mi, ki jim je umrl otrok, recimo, ne. Mi živimo kot v enem balonu, tukaj noter smo in tukaj je razvejano, tukaj so neke nitke, kjer mi plujemo. Mi plujemo v teh nitkah, tukaj je žalost, tukaj je jeza, tukaj je bolečina. In v tej bolečini smo noter. Ampak v bistvu se zavedamo, da mi moramo iz te bolečine ven, ker moramo ustvarjati, moramo delati, ker moramo delati za preživetje. In potem mi
gremo iz tega balončka ven, kadar je treba ustvarjati, kadar je treba delati. Ampak pridejo pa trenutki, to so rojstni dnevi, novo leto, praznovanja. Takrat pride ta bolečina spet, huda bolečina nazaj. Ali pa če, ne vem, nekoga srečaš, ki mu je bil blizu. Potem pa spet nas pozavga v bistvu ta balon in smo spet tukaj noter. In potem spet izstopimo za nekaj časa. In to je naše življenje. To se pravi vstop, izstop, vstop, izstop. In to bo vedno do smrti. S tem se moramo sprijazniti. In meni največ pomaga gozd. Moj največji zdravnik je moj gozd. In moj gozd jaz velikokrat obiščem. Tam noter najdem mir, tam noter najdem svobodo, ker ko ima človek svobodo, potem lahko ustvarja svoje življenje po svoje. Tam najdem mir, tam najdem ideje, tam se mi rodijo nove ideje in gozd je res magičen. In njegove vezi, ko vstopaš, so nekaj posebenega. Najlepše je seveda poleti, zdaj se začne, jaz sem tudi poletni človek, jaz zaživim poleti. Nas tudi ohladi gozd, zdaj že ko takole vroče ratuje, da je gozd tak lep kraj, prijetno je hladen, ampak še vedno poln življenja. In nas tudi zbistri, prej smo vsi od vročine in stopimo v gozd, smo vsi bistri, se malce umirimo, umiri se nam srčni utrip, se bolj zavedamo življenja okrog sebe. Res je. V tej ptičjem petju moja duša tudi poje. Ne. In to je tisto, kar mene najbolj osvobodi, te bolečine, te žalosti, da pozabim za trenutek, da lahko ustvarjam kasneje. Ko prestopim ta prag spet iz njega ven, potem čutim, da se je zgodila neka sprememba. In zato grem lahko potem spet naprej. Ampak začutili ste pa tudi, da želite pomagati drugim. To imate še eno veliko poslanstvo, prostovoljstvo. Veliko ste bili aktivni na Onkološkem inštitutu, Zdravniki brez meja, v hospicu. Kako je pa z vašim prostovoljnim delom? Ja, vedno sem čutila, da je to neko moje poslanstvo. Pomagati drugim, ne samo sebi, ampak tudi drugim. In delala sem z ustanovo za otroško nevrologijo kar dolgo časa, zbirala sredstva, to je bilo še takrat, ko je bila stara bolnica. Je bila res, mislim, niso imeli recimo niti ene televizije, kjer bi lahko pogledali neko kaseto, ki so jo posneli recimo za otroka, da so ga opazovali tudi po noči, kako delajo njegovi možgani in tako dalje. Tako da vse to potem zbirala igrače za bolnico in to je bilo tisto, kar je mene razveseljevalo. In zanimivo je to, ko sem jaz delala, recimo 1 leto pol sem že delala v ustanovi, je moj sin zbolel. In moj sin je potem pristal tudi na nevrologiji. In takrat sem tudi dobila določeno pomoč zdravnikov in tudi takrat mi je bila meni dana pomoč. Potem sem delala za Zdravnike brez meja. Enkrat so imeli nek štand na ulici in sem vprašala, kaj pa vi delate. In so rekli, mi pa zbiramo sredstva, gremo zdaj v Afriko. In sem rekel, ok, vam lahko kaj pomagam. No, in potem smo ta sanitetni material skupaj spravljali. Tretja stvar, ki je bila pa hiša hospic. In moji otroci, jaz imam še 2 hčerke, in sta nekako nista bile za to, da bi delala tam, zaradi tega, ker sta se bale, da bi bila ta bližina smrti mi spet ustvarila to bolečino. Ampak jaz sem čutila, da moram iti tja. In vsi mislimo, da je hiša hospic, hiša groze, neke smrti, ampak ne, to je hiša življenja. Ker takrat tam se pogovarja več o življenju kot o smrti. In umirajoči so mi dali velik blagoslov.
kako pomembno je življenje, kako pomembno je odpuščanje, kako pomembno je, da vse slabe odnose spostavimo v lepe človeške odnose. In s tem blagoslovom sem jaz potem šla v tam. In to je tisto, kar je največje darilo. In zanimivo je to, ko prideš v hišo, hospic, te objame neka posebna energija. Jaz tega nisem verjela, dokler nisem tega začutila. Recimo, ko sem prišla zjutraj v službo, sem si dala en tak predpasnik in imeli smo zanimivo raznih barv in ti si potem vsakič zbral tisto barvo, ki ti je bila tisti dan nekaj posebenega, ker te je potegnila. In v tistem trenutku, ko sem jaz dala ta predpasnik gor, sem jaz postala drug človek. Jaz sem postala človek brez ega, jaz sem postala mir. V meni je bil nepopisan mir. In tako sem delala 8 ur v tem miru, v tej drugi Tanji. In ko sem spet dala dol ta predpasnik, je spet prišla nazaj Tanja. Ampak potem sem se usedla na kolo in takrat sem rekla, koliko je življenje lepo. Koliko je življenje lepo. In to je tisto, kar sem jaz nekaj dala od sebe, ampak sem veliko dobila nazaj. A bi lahko rekli, da je življenje na nek način kot neka žabja mlaka? Ja, žabja mlaka. Žabja mlaka, to je pa prispodoba, to je v bistvu napisal gospod Kojc. On je bil pisatelj in pa velik poznavalec življenja in modrosti. In on pravi, vsak je bil že kdaj v žablji mlaki, to se pravi, žablja mlaka predstavlja naše dno. In ko si bil že v žabji mlaki in ko si prišel v žablje mlake, potem lahko razumeš nekoga, ki je v tem trenutku v žabji mlaki in veš, kako to izgleda, veš, kako priti iz te žabje mlake. In to je tisto, na ta način lahko nekomu sploh pomagaš. To se pravi, izkušnje tvoje so tiste, ki so blagoslov, ki so tisto orodje, da lahko potem človeku pomagaš. In vi ste pomagali že marsikomu in še vedno rade volje pomagate. Ja, to je del mene, to sem jaz. Ja. Najlažje, če se pridružijo gospe Women's Flow 50+, ali Women's Flow plus 50? Ne, Women's Flow 50+. No, 50+. Ampak bomo zamenjali, to hočem povedati, da bomo zamenjali ime, da bomo dali neko bolj igrivo ime, tako da jaz se zahvaljujem vsem tem ženskam, ki so v bistvu še vedno jih je isto število. Številke ne padajo, rastejo. Ne padajo, rastejo, tako je, in bomo nas spet kaj ušpičile skupaj. No, ko se bo pa kaj novega ušpičilo, nas pa le zopet obvestite in bomo to z veseljem delili tudi na našem programu. Tanja Tanči-Berger, res najlepša hvala za obisk v našem studiu. Tudi vam. Da ste z nami delili vašo zgodbo in da se življenje začne v bistvu šele po 50. Tako je, šele po 50. Nikoli se ne konča. Sem prepričan, da kmalu bo tudi po 70. in pa po 80. Da se bomo še velikrat slišali, kajti s pozitivno energijo in pozitivno nastrojenostjo do življenja. Hvaležnost, to bi rada še povedala. Hvaležnost je pa tista, bodi hvaležen za to, kar si, bodi hvaležen za to, kar daješ, ker ti si veliko darilo temu našemu planetu. In karkoli pride, ne čaka, da pride nekaj slabega, ne čaka, da pride bolezen in šele takrat ugotoviti, da bi rad bil srečen. In vedno si reči sebi, vse je okej, ker je res vse okej, ker vsaka stvar, tudi slaba, ti prinaša nekaj dobrega. To bi bilo z moje strani. Najlepša hvala, lepa misel za zaključek pogovora. Z nami je bila Tanja Tanči-Berger in pogovarjali smo se o marsičemu, v glavnem pa o tem, da je življenje vredno živeti. Hvala za obisk.
Vi Hvala. pa ostanite z nami, kajti nadaljujemo takoj po oglasih.